Lep pozdrav, moje ime je Miran Peterman, sem intuitivni recharge life coach. Dostikrat mi stranke rečejo, rabim čas, da ugotovim, v katero smer v življenju želim nadaljevati. Rabim čas, da ugotovim svoj smisel življenja oziroma želim ugotoviti, kaj je moje poslanstvo. Takšne in podobne vprašanja in vedno se rabi čas. In jaz vam pravim, da časa ne rabimo. Te stvari, na žalost, mogoče tudi zaradi filmov, doživljamo preveč romantično. Vsi pričakujemo, da bomo nekako v svojem srcu začutili svoje poslanstvo, potem se bo nekaj zgodilo in potem nam bo vse jasno. Da, zaradi tega sem se rodil. In mogoče pričakujemo še kakšen ognjemet ali kaj podobnega. Ampak, na žalost, so to samo filmi. Seveda obstaja možnost in nekaterim ljudem se dejansko zgodi, oziroma vsaj, bi rekel, svojo zgodbo predstavijo na ta način. In potem se je zgodilo in potem mi je bilo vse jasno in točno vem, kam hočem iti. V praksi pa je zadeva bolj preprosta, nekomplicirana. Ne potrebujemo časa. Vse stvari v življenju so dejansko stvar odločitev. Kam naj grem v življenju? Kakšna dejstva sploh poznaš o teh smereh, kamor bi želel nadaljevati ali želela nadaljevati? V bistvu večino časa sploh ne vemo, kaj se bo zgodilo na tej poti in poznamo samo neka obrobna, neka osnovna dejstva. In stvar je zelo preprosta. V življenju je najslabša stvar, da stojimo na mestu, da razmišljamo, da se odločamo, kajti to so simptomi neke vrste, nekega nivoja depresije. Kakorkoli vam to že imenujem, da boste lažje sprejeli. Enostavno se je treba odločiti. Poglejte, če grem po gozdni poti in pridem do nekega razkrižja, najslabše je, če se tam dol usedem in čakam, da bo nekdo mogoče prišel mimo in ga vprašam za nasvet. Kam naj grem? Levo, desno ali naravnost? Kaj dejansko, poglejte, recimo v gozdni poti vidiš v daljavi nekaj približno, kar bi te zanimalo in se potem napotiš tja. In potem po poti rešuješ te zadeve. Isto je v življenju. Naj se odločim za to, naj se odločim za to. Najslabše je, da stojiš na mestu in se pretvarjaš, da rabiš čas in čakaš, da boš nekaj začutil, v kateri smeri nadaljevati. Enostavno se moraš odločiti in potem po poti rešuješ, karkoli že pride. Življenje je pač čudovito, ko imamo mi čudovit pogled na življenje in včasih seveda potrebujemo kakšen nasvet, pomoč in usmeritev in zato smo tukaj. Drugače je pa enostavno treba se odločiti in potem sproti gledamo, kaj se bo zgodilo, sproti prilagajamo. Kajti druga stvar, v kateri so ljudje velikokrat zataknjeni, ničesar še nisem dokončal v življenju. Mogoče nekaterih stvari v življenju sploh ni potrebno dokončati. In greš lahko naprej, ne da bi jih dokončal. Isto recimo, če greš po poti, odločiš se, ok, v tej smeri hočem nadaljevati, v tej smeri hočem raziskovati življenje. In potem greš. In potem ugotoviš, da ta smer ni prava. Torej, če te smeri ne dokončaš, ali te to naredi neuspešnega? Dilema. Mislim, da absolutno ne. Če ugotoviš, da ta pot ni prava, da ti ne ustreza, potem enostavno spremeniš pot, greš nazaj v levo in enostavno nadaljuješ. Seveda odločitev moramo spoštovati in odločitev moramo držati. Druga zgodba je seveda, če se pač odločimo danes za to, jutri za to, tukaj je dejansko potem rahlo nestabilna osebnost. Ampak dejansko, ker delanje odločitev je dejansko tudi trening. In več odločitev v življenju, kot sprejmemo, bolj natreniramo svoje mišice za sprejemanje odločitev. To pomeni, čas je irelevantna zadeva. Časa ne potrebujemo. Kaj je narobe, če imamo rezultat takoj? Potrebujem čas. A res? Zakaj pa?
ko si nekaj želiš, so ti te stvari jasne. Ne? Želim si, da bi imela to pa to. Ne? Kdaj? Ja, čim prej. Okay. Kaj je narobe, če imam takoj? Absolutno ničesar. In kaj je narobe, če se odločim takoj? Absolutno ničesar. Ne? In potem stranka me gleda, ja, ok, v redu, kdaj se lahko odločite? Ja, ne vem, rabim čas. Čas zakaj pa? Kaj pa je narobe, če imaš to takoj? Samo tega nismo navajeni, tega nismo natrenirani. Tako da dejansko dobili ste novo znanje prinaša s seboj novo odgovornost. Ne? Joj, ko saj tega ne bi vedel. Sedaj pa veš. Tako da želim vam veliko uspešnih odločitev, odločite se, vztrajajte pri svoji odločitvi in če ugotovite, da rabite to svojo odločitev prilagoditi, spremeniti malenkost, ni nobenega problema. Samo v akcijo in samo nadaljujte. Absolutno ne stojte na mestu. Želim vam veliko srečnih, odločnih, uspešnih odločitev.